Družba, en lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli spet na kanalu Lunca Films. Danes se pa res odvija ena nora zgodba in sicer danes grem pa izjetam za ene 2 dni prespet na divje na en otok, ki še ne vem kje, oziroma vem, da bom štartal iz Krka, kam me bo pa zdaj pot zanesla, pa nimam pojma. V glavnem, da pa mečkan popestrim to zadevo, da je mečkan bolj napet, bom pa naredil tako. Za jesti sabo nisem vzel nič drugega, ker sam še eno bogo štručko, tisto seravo. In sem se odločil, da bom cel vikend bom v bistvu jedel samo ribe. Pa to je zgodba, no. A zastopaš, to je zgodba, ena morska zgodba bomo to poimenovali. Nič, zdaj v bistvu letim dol. To, ki je spet trajalo, enega časa mi je vzel, da sem se na pakiru naložil, ni da ni. Vse veš, toliko enih stvari sabo vlečem, da vzame enega časa, da napakiraš pa vse skupaj. Tako da upam, da bo šlo vse po planu. Zdaj pa sam še gas proti Hrvaški, gas proti Krku, da lahko poridem od jeta, tukaj v zadnji se že vleče za mano. Tako da jaz sem presrečen sem, ko v bistvu delam otvoritev sezone 2025 na divje v Gatah, bi se lahko rekel. Zato, ker sem se od januarja potapljal skozi neopreno in je bilo vse veš mraz, pa to, pa voda mrzla, zun mrzlo, ni da ni, no. Zdaj je pa poletje noter in gre narediti en divji kemping, tak malo bolj res na divje, da v bistvu otvorim sezono, pa pripravim teren, da gre pa še s tamalim narediti kakšno ekspedicijo na divje. Tako da ostane na kanalu, ker zgodbe so v teku, no. Pa narod se pa ne pozab lajkati, pa podeliti. Naj gre to okrog, naj bo zgodba pozitive, tako, to. Sega. Končno, en ta prav poleten pozdrav, le meni je toliko vroče, 33 prijetnih stopinj je dele zunaj, voda ima pa že, se pravi 25 stopinj, to je noro, šla bo zdaj največji problem. Največji problem se bo zdaj lepo v neopren napraviti, ker je toliko vroče, k pes, trojke neoprena pa še nimam. Po glavnem, stvar je taka. Tale vikend sem končno malo na free, oziroma imam vikend free, da me fotkam po rok. Tako da pa tudi tale jet je v bistvu zdaj le free. Prej je bil skozi v renti, zdaj sem pa tudi jaz prišel majčkrat na svoj račun. Tako da, če hočete najeti tale jet,
tole macinco. Lahko imaš za divjad, lahko imaš za fishing, lahko imaš za cruising, za vse te avanturce je to namenjen. Poglej, tukaj sem jaz to še trikolco vzel sabo, tukaj je tuš, vse kar rabim je tamle v tejle nepremočljivi borši, oglavna. Narejen, bom rekel. Lahko ga rentate v bistvu na x-rent.si, pa boste imeli tak vikend, obljubam, da trga gate, no. Več ni. Toliko sem vesel delen, da sem prišel na ta svoj račun, bom rekel. In tako sem že prej omenil, zdajle letim čist brez plana. Grem tam, ko bo fino se ustavim, tam, ko bo luštno grem, ker je stvar taka, da moram še videti v bistvu danes večerjo. Ker če no večerje bom majčkan skeril, po domač povedan. Jutri se pa tako lovil, da bo v bistvu malo bolj orang. Zdajle sem komaj, bom rekel, proti večeru krenil, oziroma po dnevu recimo, no, ura je malo čez 4. Tako da, treba je ujeti ribo. Treba je zdajle ujeti ribo, da saj nekaj pojem. Potem pa bo že čas, da se naredi kemp. Kemp bo pa tudi rad čist nadivje. Tako da gremo v zgodbo tudi itak. Moram se že obleči, ker je taka vročina, da me bo usmodil. Zdajle itak nisem navajen sonca, me bo tako usmodil, že vidim, da bo to kar veselica. Tako da nič, tole sem mogel zdajle, sem se majčkan oblekel proti sončna zaščita. Zdaj pa na filter! To je zgodba, no! Evo, kaj bom mi že vnesel, a ne? Sploh kraj pomislim, to je katastrofa. A viš, voda ti zmer bo že krapa, v njih ti tudi posame, a ne? To je zgodba, lej. Evo. Sam zatkał serial. Pracuj spod maszyna. Beczka zaliła. Ura 12 vozna uliče. Tako da, ankoli idealno. Evo družba, prišel sem na eno v bistvu tako hudo plažo. Tlele, ko sem pozim videl eno jato hudih brancinov, res sama polena pokila. Vidljivo zgleda tudi super. Glej, daj to. Fuck. Po moje bo danes tukaj na tej plaži kar bivi scena. Pa če bom kaj ujel, bo še rošli, če ne pa skušal kilca lepo. Pa pa ne. To je to. Tole mislim, da bo zelo pozitivno in produktivno, bi se lahko rekel. Je bilo kar majčkanje, je bilo burje dele. Tako da zdaj se pa v bistvu pripravljam, da se bom lahko potopil. Tok je hudo, ker je še sezona taka, da še ni neki full folka. Tako da je še ful teh skritih kotičkov, ni toliko turizma pa tega in je fenomenalno. Tlele ga bom nekaj mogel posidrati, pa naredim tale, bom rekel, kaj sem, tukaj bom pripravil enih 500 metrov mogoče. Potem grem pa na otok Nič, to je pa tisto, ko sva z Rokijem plavala, ko je majster počel šnura. Prvo ribo.
In evo, Roki Sniper, svaka čast. Zdaj, grem pa jaz v bistvu lovit svojo večerjo. To ni zgodba, Nič, počasi se bom spravil za vodo in to je to. Druge filozofije nekaj ni. Evo, danes škoda, zgubil dive case sem vsel, klobuk sem vsel. Mislim, to, kar se enkrat spraviš na morje, to je bula. To je bula, tako da upam, da je bil vsaj vreden to. Mislim, upam, da bo vreden to. Ker tole, kdo bo to plačal? Evo, družba, ratal mi je ujeti večerjo, to je pa, boljšega feelinga ni, ker pa, da si ujameš frišno večerjo, zdaj še pokažem tole, to moraš pokazati, nujno. Dva prav luštna šarga, a vidiš? Dva prav luštna šarga. To je res top shit meso, v glavnem. Zgodba je pa sledeča, zgrešil sem tacga brancina, moj oseben rekord bi bil. 1,5 kg do 2 je imel siguren. Stvarila bo o tem, prvi sem zgrešil, 2 strela je pa to ratal, Zdaj pa mogel bi se iti potopiti na ta otok, nič, mi pa zmanjkalo cajta, ura je že 7:30 zvečer in če hočem zakuriti, pa to moram prenočišče zdaj narediti, tako da gremo v akcijo sidrat, pa naprej.
Evo družba, takole, danes vidim, da bom mogel narediti bivija. Bivi pomeni viseča mreža oziroma zatočišče na tleh. Ker nimam, se pravi, nobenega drevja, tazga primernega za visečo mrežo. Tako da bomo danes majčkeno improvizirali. Zdaj bomo sam hitro tole zmetati na obalo, pripraviti malo za ogenj, pol delati prenočišče in evo spet me bo noč lovila, že vidim čist zmer, me neko jame, ampak lej, vse na mori, ne, je luštno. Evo, zdaj imamo pa sidrišče v teku, bi rekel. Tvoja je nizka voda, klele, res. Sidrišče narejen, zdaj pa sam še večerica, prenočišče, pa zgodba. Evo, dragi moji, tole je moja plaža danes, tukaj bo moj prenočišče. Pozabil sem na džetu brisačo, pa šlape, pa se mi ne da, res se mi ne da, spet me sonce nekaj vžgal. V glavnem, stvar je taka. Tukaj, če dobro pogledate, tukaj bom danes naredil bivija, pa en ribi večer bo. Dva toliko lepa šarga sem ruknil, da je to noro, ne. Tistega brancina še zdaj ne bom pozabil, ker je bil krepko čez kilco pa pol. Ampak dobro, lej, pustimo to zdaj. Stvar je zdaj taka, da itak me noč lovi spet, noč me tako dobila. Zdaj bom si lepo vzel, da naredim prenočišče, žarček lepo se zakur, da bom pol lepo na žerjavci lepo obrnil tisto ribico in da spečem beso. A veš kako to dobro? To bo to fantastika bo. Tako da, džet je že posidran, glej. Zjutraj sem zbudil pa lepo takle sončni vzhod in samo naprej lepo loviti, da si čez dan nalovim ribe, ker pol se bo pekel. V glavnem, to je to. Sprav vseh del, bi človek rekel. Raj govorim, kaj delam, ej. A ne? No dobro, ajde, akcija.
Evo, družba, moj prenočišče je danes narejen. Zdaj pa hitro sam na roštilj, še lej, sonček mi že zahaja. Glej ga še, kako je lepo. Danes tukaj je lepo večerjo na tejle plažici. Pa to bo danes fantazija. Lej, družba bo, ker si folk ne zna najdeti svoje plaže. Žalost. Nimam faricajga. Nimam faricajga. No, zdaj ne, ker nimam vžigalnika, moram pa jaz zakuriti. Veš, se znajde, sem človek se hit znajde, ne, če se če. Zjutraj, veš, vedno kuham kavico in evo, to je moj plinski gorilnik. Evo ga, tale mi bo dal iskro, da je zanetam tale ogenj. Kva moram jaz to vse početi? Vse zato, ker sem se napripravil, ne. No. Glej to. Kva je to? To je toliko sveža, da kar razpada, ej. Pa nimaš kaj zajebat, lej, lej to. Lej to. Lej, kva se to kožica vlup. Pole dol. Kožica gre dol. To je zrezki, no. To je zrezki, to je zgodba živa, no. To je pa res, zdaj, ko sem začel dejansko takole loviti, vidim, da je tole neprecenljivo. Kulinariko bom še ful izboljšal, to priznam. Sam tole, a ne, tole pa upam, da bo dele užitno. Ta je malo bolj debela, ej. Ja, glede na to, da sem brancinčka s kiksu, sta tele dva šarga v piko, a ne. Tako da tole bo čista zgodba, dele jaz vidim, lej. Kožo jaz kar odstranim, zaradi tega, ker ne vem, ali spucam dobro ali ne, ali kva je s tem. Lej to. In pa takole probaš, lej. Lej to. Tole še majčkeno pustim.
tale pa že. Je to. Pač ne vem, kva ne rečem. Nimam besed. Kulinariko bom še zboljšal, priznam. Koliko je sveža. Sploh nisem, prav sem jo samo v slani vodi in je, lej, kar toliko je dobra, da kar razpada, lej, lahko ješ. Z rokami lahko ješ. Na kulinariko bom šel pa malo zavrlo, on pa res oblada s tem ribam, to pa nimam kaj za reči. V glavnem, ribolov pa napreduje, a ne? Pa mislite. Se je začelo dogajati, a ne? Tako da, ko mi čakam, da pretegnem kakšne velike komade, bomo pa naredili eno veselico. Pa veselica, ne? Kaj pa to dobro, stari? Direkt iz morja, ven, lej. Razpada od kosti. Prav razpada od kosti. To je pa noro. Evo, ribe sem udrl do kosti. Bilo je pa tako fenomenalno, da nimam kaj reči. Noro, res noro. Prišlo z morja, vrne se v morje. V glavnem zgodba, res zgodba. Zdaj pa ura že 9:30 zvečer, ne moram verjeti, pa še takle dan. Le to. Prav navtičen dan se pozna ful bolj kakor tako noter v mestu ali pa kaj. In je fantazija, no. Res fantazija. Tako da, glih porcijska zadeva in ker nisem imel več priloge pa to, sem kar oba komada lepo spekel in moram reči, da sem se tako dobro, bom rekel, kvalitetno nahranil. Zdaj pa počas tole počas zaposlal, da se to čim prej ostane, pa sam akcija. Draga družba, en lep dober jutr. Evo, mečkam sem še zaliman. Lej, posla v zadnji. Kopalke so še vidiš. V glavnem, ura je 5 zjutraj, pa je to že lepo svetlo, da človek komi spi, a ne. Ampak se je že tako takrat zgodaj vstajam. Nič, zdaj pa v bistvu, bom rekel, tole kavico lepo spijem, pa že napad na morsko dno, bi človek rekel. Da vidim, če bo danes kaj sreče, pa da se nabere nekaj rib še za
za večerjo, pa nekaj mogoče tudi za sabo. Ne? Tako da, pa še to, premik moramo danes narediti, se pravi. Premik, pa nov tale, kaj že, no? Nov prenočišče se danes išče. Tako da bo zanimiv spet. Spet ena taka luštna zgodba, no? Spet se pričakuje vročino na polno. Včeraj je bilo, mislim, da okrog 33 stopinj je pol že kazalo, to je bilo res je vroče. Ta prav poletje je rad, tako da sem tako zadovoljen sem, no? Res enostavno sem zadovoljen. Glede sem pa najdel spet en skrit kotiček, v bistvu skrit kotiček. Neka uvala je, glih blizu Čižiča, rečemo, no. Ampak je pa res čist divje, ne. Kar meni tudi paše. Evo, družba, še to, a ne. Plimovanje morja, le kako se to pozna. Skoraj 2,5 metra se je voda dvignila, če ne, bi rekel, celo 3 metre, oziroma ne dvignila, spustila se je, ker je oseka. Poglej, le to, le koliko je za mano, a vidiš, se pozna na kamnih, a ne. Poglej to, zdaj pa ti še pokažem tako. Evo, pa smo ready za novo zgodbo. Zdaj bi se pa lahko sam rekel, dižem sidro. Evo, na lokaciji za jutranji potop. Otok Nič so to poimenovala iz Vrokjan, ker sva takrat rovarila po zim, ker itak ni bilo nič ribe, tako da zdaj me res zanima, če bo kaj boljše. Nič, oblečem se in akcija.
Evo, nič. Strelil na barakudo, pa še ena riba je bila. Ampak sem danes nekaj lev. Nekaj sem lev. Tako da, nič. Zdaj bo kar tako, da grem kar na direkt. Tukaj naprej bom delal za rone, pa treba dobiti južno. Južno, večerjo, vse v enem. Tako da, akcija. Evo, temu se pa reče čiliranje sred morja, ne? Se ne moreš biti skozi vod, lahko si ga pa vzameš na easy, le to. Še ga lebo vnikle, no, še ga lebo vnikle in zdaj sem si prvoščil en tak hiter vdih, bom rekel, na vod. Direkt na vod, pa na žgočem soncu, da dobim jaz tole barno lestvico čez hrbet. V glavnem, ja, klev kar kul. Glej to, no. Jaj, pa zakaj mora caj toliko hitro leteti? Toliko čakamo ta poletje, pa smo pa kar naenkrat sredi junija, ne. To je noro. Ampak glej, luštanje. Kvaj pa mir klele sredi vode, to je noro, ne. Res, se pa nahajam direkt med celino, pa med Krkom. Se pravi, stran, bom rekel, no, če bi se že mogel orientirati, sem blizu Novi Vinodolski, pa Krk. Glih neko mes, evo. Zgodba dneva je lanarjenje, ne. Lanarjenje, malo kopanja, spet podvoden ribolov, večerja. Ej, to je res ono, kot da si en divjak v divjini, pa ga takole hengaš, no. A ni noro? Napišite noter v komentar, kako se vam to dejansko zdi. A je to vam odbito, ali vam je čist mem, ali ne vem. Ka meni takole, ka tole doživim, sem drug človek, no. Zdaj pa tako, a ne, tukaj sem najdel, mislim, da eno noro plažo, ki bo danes tudi moj prenočišče. Glej to, tole smo še kar na Krku in tale plaža, mislim, da bo fantastična. Zakaj fantastična? Zato, ker vsaka plaža je fantastična, če si na njej sama, ne. To je čisto odbita zgodba, bom rekel. Glej to. In takole jaz pol po vodi dostopam tele, bom rekel, skrite kotičke, a ne. Zdaj, ko se pa, bom rekel, večer, se pravi, pripravlja, a ne, bom šel pa majčkeno še v vodo, da vidim, če bo še kakšna riba zraven za mojemu pico, a ne, da naredim
eno tako pravo večerjo, pa da v dolgem dnevu si prvoščam eno tako pravo ribjo pojedino. Glej, sonce me je ožgal. Glej. Tole, a ne? Tole bo moja plaža za danes. To je to, kot to drži. Evo, družba, še ena ribica bo za na žarček. In sicer, to je noro, danes so mi pici usvojeni, vidiš. Še enega pica sem lepo ruknil. Ni bolj, ka ne, samo zato, da ni predloge, a veš, pa je treba ribe utopljati jesti. Kva je noro, res, to je toliko noro, da brez veze. Dnevi, ki je lepo, toliko hitro minejo, da prehitro, no, res. Evo, gozdare za more bi se lahko rekel. A veš zakva, ne? Toliko je ježov, to ni realno, ne. Boš gozdara noh, ka pa trn v pet. Evo, družba, vse je narejen. Vse je narejen, evo, le kaj je zavalovil. Skor mi v žarček meče valove. Kaj gonijo kle okoli, ne. Lej, jet je sidran. Posla je narejena. Ogenj se že pripravlja. Lej, ribice čakajo.
V glavnem dan, dve in spet bo lepo morski meni na sporedu. Top, kaj ne rečem. Top. Tako da nič, hitro grem tele ribice gor zmetat. Mislim, da bo dele pasala ena prava morska pojedina, evo. Tako da tole hit zrihtam, pa malo še počilirati, pa počas že spat. Lej to, dan se tako obrne, da to sploh ne moreš verjeti. Evo, lej to, čist sveže ribe. Lepo bom dele na čist naraven ognju, lej. Mečkam počakam, da se pogori. Pol se pa začne tole. Tale peka. Lej to, koža kar odstopa dol. To pomeni, da je riba top pečena. A ne zupan, to se pa ti naučil. Ha, legenda. Evo, škaj najbolj, bom rekel, škaj je največji čar vsega tega, kad tako lahko kar poroštiljaš na plaži, lej. Nič ne rabaš. Nič. Dobesedno nič. In riba, lej, kar sama sama odstopa od kosti. To je noro. Toliko sveža riba, to je pa res, ne vem kaj ne rečem. Več pa ni. Res, ful sem vesel, odkar sem začel takole pod vodo loviti, tudi bolj kvalitetno jem, ne. Tako da to je to. To je to. Top. Družba, evo, večer se je naredil, riba je bila fenomenalna, moram priznati. Evo, lej, to je tale kemp moj, ki tukaj le stoji. Jet je tudi sidran. V glavnem, take divje pustolovščine so meni fenomenalne, a ne. Glej to, koga in to reda, glej. Pa pravi, da nočna ne gre. Evo, gre. V glavnem, evo, dan, dve, spet je bila morska na sporedu. Vidiš, da se preživeti, ne, zelo minimalno, če v bistvu tako leš. Sicer sem po mojem kar malo skušal, ampak to je point vse te zgodbe, ne. Na divje, kampiranje na divje, hrana na divje, skratka vse je bilo čist na divje in čist na chill. Evo, to je zdaj ta drugi dan, ki gre počasi k koncu in takole zaključujem tole divjo, bom rekel, ekspedicijo. 2 dni na divje, samo harpuna, ogenj in gasa. V glavnem, ful dobro se počutam, priznam, vreme je kar dokaj služil. Ostalo pa, lej, pritisnite en super like, ker to poganja kanal, dragi moji, pa naročite se, nastane vas praktično nič, podprete pa zgodbo za naprej. Nič, naročite se, da ne boste zamudili teh pustolovščin, če imate pa še kakšno idejo, kam bi ga bilo fino poriniti takole naprej, mi pa javite, ker jaz se teh dogodivščin vsakič bolj veselim. In evo, komi sem čakal ta poletje, komi sem čakal, da si lahko praktično v gatah na vodi pa čutiš to sapico, toplo sapico vode, a ne, mislim vode, vetra, dragi moji. Tako da, nič, poslavljam se do naslednjič, pa hvala, ker ste bili na kanalu pa gledali tole zgodbo. Se ga.